Spoštovane gospe, gospodje, dragi prijatelji, pozdravljeni ponovno na Študijskem centru za narodno spravo in zelo smo veseli, ker ste se zbrali v takem številu ob predstavitvi knjige. Danes gostimo naše prijatelje iz založbe Mladika. Gospod Ivo Jevnikar je tukaj z nami, dr. Rozina Švent in pa še posebej toplo pozdravljam gospoda Boža Trefalta. Nedvomno bo to še ena od zanimivih prireditev okroglih miz Študijskega centra za narodno spravo, kot jih je bilo v našem 10-letnem delovanju že precej. No in tokrat, kot že rečeno, o knjigi, ki je tukaj pred nami, avtorja Branka Rebozova, Spomini in misli. Menim, Ivo, popravi me, če se motim, da je to 4. knjiga iz zbirke, ki je rekla spominov, pričevanj, razmislekov in tudi ta izjemno zanimiva in povedna, ki sem jo dobila v roke pred, mislim, da 2 dnevi, pa sem se lotila branja in moram reči, da me je kar nekako posrkala vase, ampak nisem šla brati tako, kot običajno beremo od začetka proti koncu, ampak sem začela na koncu in našla nekaj izjemno zanimivih razmislekov, za katere sem prepričana, da bodo tudi za vas ne samo zanimivi, ampak tudi mogoče izzivalni in primerni za neko nadaljno debato, za katero mislim seveda, da je pa še kako potrebna. Naj preden dam besedo seveda našim gostom, kot sem že rekla, še posebej toplo pozdravljam gospoda Trefalta, mojega rojaka iz Kranja, pa ne samo iz Kranja, videla sva skoraj iz iste ulice doma, z Primskovega pri Kranju, tako da jaz se vedno mimo njihove nekdanje hiše vozim. In gospod Trefalt je bil eden prvih pričevalcev Študijskega centra za narodno spravo. Leta 2008, ko je bil Študijski center ustanovljen, me je poklical, pa prišel naokrog z enim takim, ne vem, če bi lahko rekla temu zveščič, ampak njegovi spomini so bili takrat že natipkani. In jaz imam to natipkano obliko njegovih spominov v svoji pisarni, v spomin na njegov obisk. Gospod Trefalt oziroma družina Trefalt je potem v samozaložbi izdala njegove spomine o mladosti, ki to ni bila. In ko bereš recimo spomine gospoda Trefalta, pa gospoda Rebozova, pa še mnogih ljudi, deklet, fantov, mladih ljudi, starejših ljudi, otrok, ki so se znašli v nekem groznem vrtincu zgodovine, ki jih je potegnil vase in so postali pravzaprav brez krivde krivi in tudi brez krivde žrtve, potem se zaveš, da moraš narediti vse v življenju, da se kaj takega ne bi nikoli več ponovilo. In temu smo zavezani sodelavci Študijskega centra za narodno spravo pri našem delovanju, ki srčno upamo, da bo takšnih dogodkov, kot je tale današnji, v prihodnosti še veliko. Hvala lepa, Ivo, tudi tebi za idejo in zdaj vam prepuščam besedo. Našemu predstavniku. Hvala lepa za lep sprejem. Veseli, da je lahko lepa in polna dvorana. Se zahvaljujemo za ta sprejem tudi in vas lepo pozdravljam v imenu založbe Mladika iz Trsta. Namreč čutimo se zelo pomembne te dni, ker smo bili prejšnji teden v galeriji Družina, kjer smo predstavili založbo in knjige in revijo. V ponedeljek bomo spet v Ljubljani, bomo v Društvu slovenskih pisateljev predstavili 2 knjigi, roman Marija Čuka in 30 najboljših novel iz našega literarnega natečaja. Tako da smo
prej bili dolgo odsotni, zdaj smo malo preveč prisotni, morda upam, da nas boste kljub temu prenašali in lepo sprejeli. Hvala lepa za gostoljubnost in dajem besedo našim za okroglo mizo, ki bo gotovo zanimiva. Hvala, to je bil direktor Gladike Mari Maver, z nami je tudi še urednica knjižnih izdaj, ki danes je kot prodajalka knjig, je tam Nadja Rončeli. Spoštovani, meni je veliko veselje, da lahko krstno predstavimo to knjigo, 4. knjigo iz zbirke Zapisi iz domstva. Hvala Študijskemu centru za narodno spravo, za gostoljubje in direktorici za prijazne besede. Zdaj, kot beremo, centru spet grozijo z dejansko ukinitvijo, seveda njej in sodelavcem voščimo trdnih živcev in ustrajnega dela, da bi lahko ta pomembna ustanova nadaljevala s svojim dragocenim poslanstvom. O knjigi Spomin in misli ter njenem avtorju Branku Rebozovu, ki ni več med nami, bosta spregovorila njegova dobra prijatelja, ne samo znanca, ampak prijatelja. Gospod Božidar Trefalt ga je spoznal v dijaških letih, prihodil je med vojno precej podobno pot, ki se je včasih stikala, včasih razhajala, preživel je Vetrin, eden redkih še živečih, ki so se rešili uničevalnega taborišča Šentvit. V povojnih letih se zelo močno uveljavil zlasti kot organizator plavalnega športa in to v Kranju. Z avtorjem se je srečal, ampak to bo sam potem povedal, po mnogih letih najprej v pismih, potem pa tudi osebno, ko je bil večkrat avtor na obisku. Gospod Trefalt je bil februarja 16 gost oddaje Jožeta Možine Pričevalci. Kot smo slišali, ima že napisane svoje spomine o mladosti, ki to ni bila, vendar bo ta v dopolnjeni, izpopolnjeni izdaji, upamo, še letos išla v pravi knjižni obliki, ne v sam izdatu več. Doktorica Rozina Švent, ki jo poznate, gotovo je zgodovinarka in bibliotekarka, v letih 1982 do upokojitve 2009 je vodila tisti oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, ki se ukvarja z izdajami Slovencev zunaj države Slovenije. To je bil nekdani D-fond, ampak ki se je po osamosvojitvi, po demokratizaciji razvil v najpomembnejšo postojanko, ki se ukvarja z vsem, kar izhaja zunaj Republike Slovenije v slovenščini oziroma izpod peresa slovenskih ljudi. Naši izseljenci, tudi njena naslednica sedi v dvorani, lepo pozdravljamo, Helena Janežič. Naši izseljenci so tudi njeno znanstveno in osebno zanimanje. Leta 2007 je izdala svojo doktorsko disertacijo, dopolnjeno v knjižni obliki Slovenski begunci v Avstriji 1945-50. In spet imamo med sabo zanimivo avtorico Heleno Jaklič, ki je doktorirala pa s taborišči v Italiji in je ta knjiga pred dnevi išla v Inštitutu za novejšo zgodovino, bo gotovo tudi predmet kakšne predstavitve tukaj. Torej, ko je doktorica Šventova pisala svojo študijo za doktorat, je stopila v stik z mnogimi zdomci in se z mnogimi spoprijateljila in na tak način tudi rešila veliko zapuščin znanstvenikov in ustvarjalcev po svetu, ki so zdaj spravljene na varnem v Narodni in univerzitetni knjižnici. Tako je spoznala recimo Jožeta Mihevca iz Kanade, katerega knjigo smo lani izdali, in ga nagovarjala, spodbujala k pisanju, ravno tako je spodbujala Branka Rebozova. In ko boste brali to knjigo, ki ima en zadnji del, ki je čisto drugačen od ostalega, ko niso spomini, ampak so bolj teza in teža zgodovine, torej njegovo razmišljanje o vojnem času, revoluciji, domobranstvu, klerikalizmu, vseh mogočih izmih in tako dalje. Tisti del je pravzaprav on povzel iz korespondence, ki jo je imel z doktorico Rozino Šventovo, ki mu je postavljala vprašanje in on jo je skušal
seznaniti z resničnimi stališči ljudi, ki so se pač znašli na isti strani kot Branko Rebozov. Obema torej lepa hvala za sodelovanje. Jaz bi še omenil to, da Mladika odvedno, zdaj je preko 60 let dejavna, vedno je namenjala pozornost tudi Slovencem v svetu, ne samo naši slovenski manjšini v Italiji. Vedno je poudarjala skupni slovenski kulturni prostor, govorila o 3 Slovenijah, podobno kot študijski dnevi Draga, ker to je isti krok ljudi, recimo, ki se zbira in ustvarja. In pred leti je nastala tale zbirka Zapisi iz zdomstva. Zbirka, ki ima naslov po knjigi Franceta Papeža iz Argentine. In je tudi v vsaki knjigi je ta kratek citat, ki nekako označuje zbirko. Za nas v zdomstvu je knjiga še posebej to. Skrinja slovenstva, najdražje izročilo za na pot, tolažba v trenutku samote, spremljevalka po kamnitih, peščenih poteh novega kontinenta, zapis poti navzgor in poti navzdol, bukve, kjer stoje besede davnih dni. To je iz knjige Franceta Papeža Zapisi iz zdomstva, ki je šla pri kulturni akciji leta 1977. In ta zbirka ni posvečena leposlovju, ampak spominskim in dokumentarnim delom predvsem. Leta 15 je recimo šla ta knjiga spominov, profesor Alojzij Geržinič, od Save do Srebrne reke, on je živel v Argentini po vojni. Leta 16 Pavle Bošnik, ki živi v Clevelandu, Moj čas. In lani, kot rečeno, Jože Mihelc in z dodatki njegovega brata in njegove sestre, Skozi taborišča do sreče, oni pa so v Kanadi. In to knjigo je uredila ravno doktorica Šventova. Zdaj se po Argentini, ZDA, Kanadi spet vračamo v Argentino s knjigo Branka Rebozova Spomini in misli. Tu je več sorodnikov tudi, ki jih lepo pozdravljam, z obeh strani, ženine in njegove. Rebozov sam se je rodil leta 26 v Sevnici, kjer pa je živel zelo malo časa, umrl leta 2013 v Buenos Airesu. Odraščal je v težkih socialnih razmerah, večinoma v salezijanskih zavodih. Septembra 1943 so ga na Dolenjskem mobilizirali partizani in doživetja med njimi so še povečali njegov odpor, ki je bil že odprej do komunizma. Zato je konec novembra ušel in se kmalu pridružil domobrancem. Maja 1945 sta se globoko zavezala vanj umik na Koroško, to opisuje zelo, zelo živo, malo kdaj sem bral tako podrobno in prizadeto opisovanje tiste poti skozi Tržič, pa tisti most v Tržiču in nemške kolone, ki so zavozile sredi civiliste in odganjale, ker oni imajo prednost in tako dalje. In Vetrin, izognil se je britanskemu prisilnemu vračanju, ker je v taborišču srečal Ljotićevega sina in tu opisuje svojo verzijo, kako so vodstvo naj bi ali ne bi, ali je verjelo ali ne verjelo, kaj se dogaja. On to zelo podrobno popisuje, srečanje z Ljotićevim sinom, srečanje z Rupnikovim sinom. On se je potem dejansko z majhno, mislim, da so bili 2 ali 3, so se pravočasno metnili in se tako rešili. Potem je bil v taboriščih v Avstriji, v Italiji, se v taborišču poročil z gospo Ljudmilo, ki je danes zelo dobra amaterska slikarka v Argentini. V Argentini so dobili 4 otroke, ki so vsi študirani, psihologinja Bogomila, psihiater Borut, zdravnica Alenka in že pokojni ekonomist Marko. Preživljal se je z različnimi deli, vedno pa ga je mikalo, da bi pisal. Pisal je že med vojno in pravi, da je ponujal uredniku tiste revije Slovensko domobranstvo svoje poezije in tiste rekel, tega imamo poln koš in mu ni nič objavil. Ampak v Argentini je potem objavljal, ampak v samozaložbi izdal leta 12 zbirko pesmi Črn plamen. V tej knjigi govori malo o povojnem času, zelo malo. Govori predvsem o vojnih letih in o prvem povojnem obdobju, ko je bil star od 16 do 19 let v bistvu. In kritično, zelo kritično razmišlja o
svojem in na nasprotnem taboru o revoluciji, partizanstvu, domobranstvu. In kot smo zapisali na zavihek, ta knjiga lahko zelo prav pride tistemu, ki bi se želel uživeti v čutenje protikomunističnega, virnega, zelo domoljubnega fanta v času tuje zasedbe, revolucije, bratomornega spopada in ki želi spoznati razmišljanje enega izmed kritičnih političnih emigrantov. Tu je dragoceno gradivo. Omenil sem umik čez Ljubelj, tisto je zelo napeto branje, ne? Ampak na tisti poti je tudi pokazal svoj značaj. V bistvu je med tem umikom, ko si vsak reševal, kot je vedno znal, je opravil kar 3 velika človekoljubna dejanja. Je izpod enega voza potegnil na pol hromo punco, ki je tam padla z kakšnega voza, noben se ni zavedal in bi jo tam povozili, je rešil, ali upal, da je rešil, ker je potem pustil nekje Tržiču. Potem je reševal enega otroka, ki se je izgubil v tisti množici in potem so našli mamo končno. Potem je si naložil soborca, ki mu je proti pehotna mina razcefrala stopalo in ga je nesel do enega voza, potem so divjali skozi predor in potem tam bila nemška vojaška ambulanta in so ga verjetno rešili. Tako da teh momentov je veliko. Sam gospod Trefalt nas je opozoril, če imate knjigo pri sebi, lahko popravite si na strani 221, je recimo eno ime zgrešeno, verjetno bo še kakšna netočnost, ker so pač spomini pisani po spominu. On omenja tudi zelo tragično zgodbo Janeza Majeršiča iz Tržiča, imenuje ga Marjan, v resnici je Janez, torej na strani 221 in še kjer se pojavlja to ime, torej vedite, da je v resnici Janez. No, dovolite, da zdaj predam besedo najprej gospodu Trefaltu, da malo pove o avtorju in kako je doživljal to knjigo. Prosim. Hvala. Jaz sem Trefalt Božo. Rojen sem leta 1928. Rojen sem leta 1928, se pravi 91 let in je bil zadnji čas, da nekaj naredim spomini. Jaz sem pripravil tekst zaradi tega, ker pri teh mojih letih se hitro ni tako zgubi in pa ne veš, kaj si hotel povedati. Torej, z Brankom sem se spoznal konec avgusta 1942, ko sem prišel z internata Cistercijanov z Poljanske ceste na Rakovnik. Zaradi racij, ki so jih upravljali Italijani, je bilo nevarno hoditi po mestu, četudi le k pouku v gimnazijo. Italijani so priprli vse moške nad 15 let in nato določili, kdo gre v internacijo. Na Rakovniku pa sta bila internat in gimnazija v enem poslopju in nevarnosti skoraj ni bilo. Tam sem spoznal sošolca Branka. Po zaključku šolskega leta 1943 smo begunci iz Štajerske in Gorenjske, namreč jaz sem bil begunc. Starši so živeli v Kranju in oba brata, mene so pa poslali ilegalno čez mejo, da bi nadaljeval šolanje v Ljubljani, računajoč, da bo vojne hiter konc. No, so se pa zavlekli skoraj na 5 let. Mi smo bili vsi begunci iz Štajerske in Gorenjske in smo morali na delo v staro cerkev na opuščena polja hočemskih Nemcev, ki jih je upravljala Emona. V glavnem smo okopavali krompir. Mene so v tem po 14 dneh premestili v dolino vas kmetu Klunu. Zakaj, nisem nikdar ugotovil. Vsekakor pa je bila to dobra odločitev, saj me zaradi tega ni dosegla partizanska mobilizacija ob razpadu Italije. Ob kapitulaciji Italije jeseni 1943 je bil Branko v stari cerkvi prisilno mobiliziran v partizane, od tam je po 2 mesecih pobegnil in prostovoljno pristopil k domobrancem. Jaz sem se pa priključil enoti jugoslovanske vojske v domovini, torej tako imenovanim četnikom, ki jim ni uspelo pravočasno priti na pomoč obkoljeni enoti v Grčavicah.
Z njim sem prišel pa do Žice na Gadjevici. Od leta 1943 do leta 1945 sva se nekajkrat srečala, žal pa v Vitrinju ne. On opisuje noč prebito v opuščeni tovarni pri Borovlah in veliko halo, kjer je prespal. Tudi jaz sem bil tam, a žal se nisva našla. Od Božiča 1944 pa do leta 1992 se nisva več srečala. Po končani vojni in moriji tisti, ki smo ostali živi, nismo spraševali o preživelih in jih nismo iskali. Bilo je preveč nevarno, kajti spremljali so nas oči in ušesa sosedov, znancev in vohlačev. Jaz sem bil kmalu soočen z njihovim delovanjem. Z očetom sva namreč zaprosila za državljanske pravice, ki so nam bile odvzete, pa sem kmalu dobil odgovor ovadbo iz tožilstva za kaznivo dejanje trganja volilnih plakatov. Prijavo je naredil krajevni odbor Osvobodilne fronte. Znašel sem se na sodišču in sodnik dr. Vogelnik je bil razsoden ter je od prijavitelja zahteval pričo. Te pa niso imeli in tako se je zadeva končala meni v korist in kot opozorilo ne pazim. Zato nisem nikogar obiskoval ali se s kom sestajal, bilo mi je tudi strah, da bi odkrili mojo prevaro iz Kranja in Šentvida. Za Branka sem vedel, da je bil letnik 26, torej letnica rojstva, ki je pomenila smrt in prepričan sem bil, da je mrtev. Oče je imel v Kranju znance in ob nekem obisku je zagledal na mizi majhno knjižico broširane rumenkaste barve z naslovom Slovenska kreditna zadruga Sloga Buenos Aires. Ponudili so mu, da si jo ogleda, ker je poleg reklam v njej tudi telefonski imenik v Argentini živečih Slovencev. Doma jo je dal meni, ne pogledam, če je v njem kakšen moj znanec. Prelistal sem imenik in se zaustavil pri črki R. Tam sem našel Rebozov, Aleksandr in številko telefona. Naj omenim, da je pravi Brankov priimek Rebozov. En mejni službenc mu je, ko je prišel v Argentino, napisal da je Rebozov in takrat je bil Rebozov. Ampak v času, ko smo hodili v gimnazijo, je bil on Rebozov. Ocenil sem, da gre verjetno za kakšnega potomca ruskega emigranta, saj je v Sloveniji živelo precej ruskih emigrantov in njihovih sorodnikov. Priimek, ki se konča na O, je običajno ruski, pogosto pa imajo Rusi tudi ime Aleksandr. Zato nisem bil pozoren na ta priimek. Minilo je kar nekaj tednov, ko sem začel premišljati, da morda le obstoja kakšna povezava med Rebozov in Rebozov. Napisal sem pismo zadrugi Sloga z ustreznimi primerjalnimi podatki in ga iz Avstrije poslal v Buenos Aires. Od tam ni bilo nobenega odgovora. Minilo je nekaj več kot pol leta, ko sem dobil pismo iz Argentine in prvi stavek, ki sem ga prebral, se je glasil: Ja, jaz sem Branko, dragi Božo. Mislim, da je to bilo leta 1984. Oba sva želela, da bi čim več zvedela o najnih poteh po letu 1944 in morala to odsotnost nadoknaditi s pismi. Nastal pa je problem, kako naj si dopisujeva, da pisma ne bodo bremenila koga od naju, ker sva vedela, da pri nas v Sloveniji še vedno prisluškujejo in odpirajo pošto. Brat Mito nama je priskočil na pomoč, ker se je poznal z gospodom Katnikom iz Kulturne krščanske zveze v Celovcu in se z njim dogovoril, da lahko uporabljava njegov naslov. Tako sem vsa pisma nosil na pošto v Celovec, pri gospodu Katniku pa prevzemal Brankova pisma. V začetku sva si izmenjavala pisma na cirka 10 do 15 dni, kasneje pa še pogosteje, posebej po uvedbi internetne pošte. Prva njegova želja je bil slovar slovenskega jezika. Nujno ga je potreboval, saj v Argentini ni mogel slediti spremembam na tem področju. Takrat sem prvič zvedel, da piše pesmi, kar me je močno presenetilo, saj v dijaških letih ni kazal te nagnjenosti. Vedel sem, da je bil odličen risar, pesmi pa ni nikdar omenjal. Pošiljal sem mu izrezke iz našega časopisja, posebej še po procesu JBCZ in osamosvajanja Slovenije.
Tehnika presnemavanja TV oddaj se je izboljševala in oba sva si navabila video rekorderja, jaz pa sem uporabljal včasih tudi snemalno kamero sina Uroša. Po letu 1991 so se pojavili na TV Slovenije tudi oddaje, ki jih doslej niso smeli predvajati. Včasih sem poslal tudi po 2 kaseti, HD, CD ali DVD na teden, to pa že direktno, predvsem iz Celovca. Naročil sem zanj še časopis Ampak, ki ga je nekaj časa prejemal, potem pa naročil, da naj ga odpovem. Vsega skupaj sem mu poslal preko 100 HD, CD ali DVD kaset ali ploščkov. Razumljivo, da sem poslal vse oddaje Mitotove Naše srečanje Košnikovo gostilno, pa tudi Alpske večere, posnetke raznih prireditev, polemične in aktualne oddaje, kot je bila serija Dosje, Moč preživetja, Otroci s Petrička, Manevrska struktura, Planica, Duhovniki in tako dalje. Vse to je Branko potem presnemaval tudi po 10-krat in kot mi je pisal, jih je delil med tamkajšnje Slovence. Branko pa si je osebno želel več v kulturi in literaturi, jaz pa sem mu le delno ustregel, ker nisem vedel, kaj je pri njih sprejemljivo in kaj ne. O tem sem imel slabo, a koristno izkušnjo. Iz njegovih pisem sem zaznal, kako mu manjka Slovenija. Bil je dobesedno žejen Slovenije, lahko bi rekel, da je hlastal za vsem, kar je slovensko. Ob vseh obiskih v Sloveniji, bili so menda 3, smo si ogledali prav vso, razen Bele krajine. Od izvira Soče do morja, do Vržeja in do Pregorice pri Ribnici, kjer se je jeseni leta 1943 skrival po pobegu od partizanov. Obiskali smo nešteto njegovih znancev, krajev, tudi hišo Balancičevih in Grahovo. Nisem še videl človeka, ki bi tako globoko in spoštljivo sprejemal vse, kar je slovenskega. Ko smo bili na slovenski obali, je iz morja vzel 2 kamna za spomin, pri izviru Soče prav tako, z Vršiča okrušek skale, zemljo s polja, konček strahu slovenske trobojnice s Prešernovega groba, mah za jaslice, slovenski nagelj z nekega balkona na Gorenjskem z dovoljenjem lastnice, rogovje srnaka in gamza iz naše kmečke sobe kot spomin na Gorenjsko in še mnogo tega. Povsod je našel sogovornike in tudi s popolnoma neznanimi ljudmi se je spustil v pogovore in mimo grede zavredel v dalj trajajoče polemične razprave. Nenavajeni tega smo se čudili njegovemu pristopu k nepoznanim ljudem, a nikdar ni naletel na odbijajoč ali sovražen odgovor. Vedno je pristopil k ljudem na vljuden način in prav s prijaznostjo, ki je bila zanj značilna, je uspel z marsikaterim neznancem ustvariti topel stik, četudi kot bivši domobranec. Naj zaključim to predstavo z naslednjim dogodkom. Na enem od izletov smo se namenili na kosilo v gostilno na Prelacu, ki je med Šentjoštom nad Kranjem in Križno goro nad Škofjo Loko. Posedli smo se za mizo in natakarica se je namenila k nam. Hotela nas je vprašati, kaj bomo jedli in pili, toda Branko je prehitel z besedami. Poslušajte, kaj mislite, ali bo Janša na volitvah zmagal? Takšen je bil. Najlepša hvala gospodu Trefaltu, zdaj pa doktorica Rozina Švent. No, pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz bi kar nadaljevala tukaj, kjer je gospod Trefalt končal ta Brankotov odnos do slovenstva. Jaz sem se z njim osebno 3-krat srečala. 2-krat, ko je bil na obisku v Sloveniji, to je bilo leta 2000 in pa leta 2005, in pa potem osebno tudi v Buenos Airesu leta 2001. Tako predanega človeka slovenstvo dejansko težko najdeš med izseljenci. On je recimo že to, kakšna imena je dajal svojim otrokom. Prva hčerka, ki bo letos dopolnila 70 let, je Bogomila. Sin naslednji je Borut Aleksandar. Hčerka naslednja je Alenka.
in zadnji, žal že pokojni, Marko Branko. To se pravi, na vsakem, kjerkoli je lahko izrazil to svoje slovenstvo, je to neposredno storil. In vsi otroci krasno govorijo slovensko in podpirajo to slovensko skupnost. In ko boste vzeli v roko to Brankovo zadnjo knjigo, to je dejansko knjiga, ki jo lahko človek prebere na mah v 2-3 dneh. Predvsem me je impresioniralo to, kako je to neverjetno živ jezik. In kako je on to, bil je takrat, ko je odšel v te vojaške formacije, bil star 17 let. Ampak on, ko je stal na straži, ko se je trudil, da ne bi zaspal, je opazoval naravo, prisluškoval, kaj se dogaja v tej naravi. Da ne bi revež zaspal, je molil rožni venec, da je tiste kuglice prestavljal. Ampak dejansko vse, kar je izhajalo iz njega, je bilo neposredno povezano s tem dojemanjem te narave, kajti zavedal se je, da je seveda človek tudi del narave in zato je bil toliko bolj presenečen, da ta človek, ki se tako ponaša z svojo humanostjo, ni bil zmožen tega, da bi ob koncu vojne oziroma po koncu vojne prestopil ta mejnik in nekako naredil spravo. No, čisto na koncu ima se tudi napisano, kako se je on predstavljal, da bi izgledala ta sprava med partizani in med poraženimi, da bi se nekje na nekem prostoru znajdli, si dali roke in bi bilo vsem oproščeno. Žal seveda se to ni zgodilo. No, iz številnih pogovorov z Brankotom, no, tudi medva sva najprej začela s klasično pošto, potem pa dobesedno bombardiranje za elektronsko pošto. Mislim, da skoraj da ni bilo dneva, da ni vsej kakšno vrstico napisal, kaj se je dogajalo v Argentini, zanimalo ga je, kaj se dogaja v Sloveniji, tako da v bistvu je samo živel v tujini, dejansko pa je bival na nek način v domovini, tako kot je v eni od svojih pesmi napisal tudi Mirko Kunčič. No, Branko iz tega pripovedovanja si je predvsem želel, da bi lahko postal najprej duhovnik, zato je tudi seveda njegova izobrazba na teh salezijanskih šolah in pa v internatu. Kasneje si je potem nekako malo premislil, ki je nekako ugotavljal, da je preveč živahen za tak resen poklic, no potem si je predstavljal, da bi bil pa morda pesnik. In to iz preproste želje, da bi ga imeli ljudje radi in da bi ga spoštovali. Kajti poznal je svetov in spremljal je slovensko, svetovno in pa predvsem argentinsko poezijo in dobro je vedel, da dobri pesniki tudi v družbi nekaj štejejo. No, sam je v enem od pisem, ki sem jih jaz potem uporabila v knjigi, ko sem predstavila njegovo prevajanje poezije Erike Poglajen, napisal: branje knjig, literatura, pisanje in prevajanje so mi od nekdaj edini možni občasni beg iz več ali manj neprijazne realnosti, na katero je naletelo moje življenje. In lahko dodamo tudi to, da je dejansko trpel za neverjetnim domotožjem. In med drugim je potem v tej knjigi, ki je pred vami, tudi zapisal: po letih tujstva sem se moral sprijazniti z usodo, da ne bom mogel živeti in objavljati v domovini, pa tudi borba za vsakdanji kruh in vedno prisotni melankolični črni angel eksistence sta prilila svojega pelina v mojo kupo življenja. No, iz teh pogovorov, ki sva jih imela, dejansko sva bila prijatelja, kljub temu, da je med nama velika razlika v letih, po generacijah bi lahko bil moj oče, ki ga skoraj da nisem poznala, in sem nekako v Brankotu tudi našla nekega sočutnega sogovornika, kajti pogovori z njim so bili odprti, pošteni, včasih sva prišla tudi v kakšen rahel konflikt, kajti on je bil izredno direkten človek.
nikoli ni razmišljal, ali bo sogovornika njegova beseda prizadela, ali bo šel preko tega. On je dobesedno, grdo rečeno, butnil ven in zato je včasih imel tudi kakšne sovražnike. Vem, da je enkrat sta bila tudi vedva, sta malo prišla v konflikt. Ja, tudi. No, to mi je tako zaupal. No, če bi ga tako opazovali kot človeka, že od majhnega je povsod iskal samo ljubezen in pa neko sočutje, kajti živel je v družini, kjer tega ni bil deležen. Njegova mati, ki je ostala sama z 4 otroki, je morala skrbeti za družino in je praktično vse dneve bila odsotna nam in pa na ostale otroke, je skrbela in pazila stara mama in seveda je imela za tema 2 odraščajočima fantoma kar precej težav, zato celo zapiše, da jih je stara mama sovražila. To je verjetno bil tisti občutek majhnega otroka, ki se je počutil zavrženega, dvomim, da bi ga stara mama sovražila. Je pa verjetno bila kdaj huda, če sta kakšno neumnost ušpičila. No, če se vrnem zdaj k sami tej predstavitvi te knjige, poleg tega, da je jezik izredno sodoben, to, kar je gospod Trefalt povedal, on je spremljal, poslušal je radijske slovenske oddaje, poslušal je, kaj se je dogajalo tudi prek teh videoskopov in tako naprej. Redno je spremljal tudi sodobno slovensko literaturo, kolikor je seveda mu bila dostopna, no predvsem pa je zelo pomembno delovanje slovenske kulturne akcije, katere član je bil Branko praktično skoraj da od začetka in pa seveda njihove revije Medobje. No, v reviji Medobje je Branko tudi objavljal nekatere svoje pesmi in pa predvsem prevode mladih slovenskih avtorjev, ki so pisali že v španščini, predvsem Gregorja Papeža in pa Erike Poglajen. No, zanimivo je, da v tej knjigi določeni najbolj travmatični trenutki so nekako zbledeli iz njegovega spomina. In kolikor sem se pogovarjala tudi z številnimi drugimi izseljenci, zdomci, ki so doživeli take travmatične trenutke, pri večini je to prisotno, da enostavno so dali te grozne trenutke, porinili nekam v podzavest in se niti z svojimi otroki niso hoteli o teh stvareh pogovarjati. Kajti bolečina tragika dogodka je bila tako velika, da se tega enostavno sploh niso želeli več spominjati. No, je pa po svoje zanimivo tudi to, da je bil Branko izredno kritičen tudi do vsega vojaškega in pa političnega vodstva, ki je v veliki meri prispevalo k temu, da je prišlo do teh res tragičnih dogodkov ob in pa po koncu vojne. No, v knjigi celo zapiše, resnično ni hujšega za neko vojsko, kot imeti v odločilni uri nesposobnega poveljnika, za narod pa politično nezrelo vodstvo. No, on je dost blizu spremljal predvsem to vojaško delovanje, kajti domobranci, ki so se umaknili na Koroško, so ostali v bojnih formacijah, imeli so tudi vsakodnevno urjenje, no celo tako daleč je prišlo, da so izvedli zelo nespametno mobilizacijo med mladimi fanti, ki so potem bili tudi tragično vrnjeni nazaj, pa praktično sploh niso bili v samem spopadu nikoli udeleženi. No, še ena zanimiva stvar je, ki je povezana z razstavo, ki je krožila po Sloveniji, zdaj mislim, da je že v zamejstvu, to je razstava teh fotografij. Branko je bil namreč tisti, ki je delal v Ljubljani na propagandi in je raznašal razna glasila in pošto med posameznimi enotami in oddelki in ob koncu vojne je prišel na komando domobransko in tam srečal nekega nemškega oficirja,
ki je počasi pospravljal sobo in se pripravljal, da odide. Iz omare je vzel ven 2 škatli Agfa filmov in jih izročil Brankotu z napotilom, prav, morda ti bodo kdaj prišli prav. No in to so tisti filmi, ki jih je potem Marjan Kocmur uporabil, ko je slikal te dogodke na samem begu preko Ljubelskega predora in pa potem v samem taborišču. No, če se nekoliko še vrnem k temu, kar je že tudi gospod Trefalt omenil, Brankota kot pesnika. Jaz sem prepričana, da je bil Branko veliko boljši prozaist kot pa pesnik. In nekako je težko sprejel, da ga ta argentinska odločujoča literarna srenja ni hotela sprejeti vase. Ko je Tine Debeljak izdajal to antologijo z domske poezije, ga je France Papež zelo dolgo časa moral prepričevati, da je končno vzel v to antologijo tudi eno od Brankovih pesmi. No in to, kar ste omenili tudi, da je želel objaviti v Slovenskem domobranstvu, to je rubriko je urejeval Šušteršič, tudi sam pesnik, ki je bil prav tako kritičen. Jaz mislim, da je predvsem posledica tega, da so Brankove pesmi so nastajale v veliki bolečini, v tragediji. On je praktično noč in dan živel z temi stvarmi, ki so se mu dogodile. Celo enkrat zapiše, da je velikokrat sanjal o tem. Zbudil se je ves prepoten in ali je bil priča dogajanja ob streljanju domobrancev, ali je videl kakšne krvave prizore. Spominjal se je, ko je bil še čisto mlad, 16 let je imel, ko je na Streliški ulici videl mrtvega Erliha. In to se je v tega občutljivega človeka, predvsem pa otroka, mladega človeka, tako grozovito zapisalo, da je praktično trpel zaradi tega celo življenje. No, še ena stvar se mu je sem in tja tudi zapisala v teh pesmih. Nekako se je čutil krivega, da je preživel. Kajti to je podobno kot recimo tudi pri Ajlecu, ki je napisal svoje spomine. Njega in pa brata je mati potegnila že z kamiona in borci so ga nekako učitajoče gledali. Ampak mati gotovo vsaka rešuje svojega otroka in pač je bila srečno naključje, da so se nekateri uspeli rešiti, žal pa seveda velika večina ne. Če bi bilo to politično in vojaško vodstvo malo bolj informirano, bi morda kar nekaj teh domobrancev lahko rešili. Tako pa so šli, nekje je bilo napisano, šli smo kot glavna živina na te kamione, na te vlake in popolna apatija je bila med njimi. Vsi so nekako verovali v Boga, da bo že Bog poskrbel, da se bo prav zgodilo. No, jaz sem prepričana, da je to izmed teh knjig, ki so do sedaj šle v tej zbirki Zapisi iz domstva, najbolj taka klasična literatura. Ne moramo reči, da je roman, je neko pričevanje iz globoke izkušnje in mislim, no, da vam bo stvar legla na dušo, kajti knjiga je izredno lepa in ob njej lahko marsikdo začne tudi razmišljati, kaj se je dogajalo. Hvala lepa. Hvala doktorici Šventovi. Preden bi dali besedo tudi vam, udeležencem, če bi rad kdo kaj dodal, vprašal, pripomnil, je tukaj sestrična avtorjeva, gospa Liljana Grmavc, ki je dobila iz Argentine kratko... Nečakinja, pardon, ja, nimate let za sestrično. Dobila spomenico iz Buenos Airesa strani družine, prosim. Spoštovani gospod Ivo Jevnikar, spoštovana dr. Zina Švent, spoštovani gospod Božidar Trefalt, spoštovani vsi,
ki ste sodelovali pri izdaji pri založbi Mladika. Spoštovana direktorica Študijskega centra za narodno spravo, dr. Andreja Valič-Zver. Tik pred vašo pomladjo smo doživeli veliko veselje zaradi izida knjige Spomini in misli mojega moža Branka Revozova. Ta trenutek, ki sem ga nestrpno čakala, se je končno uresničil. Vsem najlepša hvala za delo in trud. Posebno se zahvaljujemo tudi gospodični Mirjam Oblak, hčerki naših dobrih prijateljev iz mladih let, Toneta in Helene Oblak, ki je čez morje prišla v Trst z vsem gradivom. Želimo vam veliko uspeha in vas lepo pozdravljamo. Ljudmila Drobnič in otroci, Bogomila, Borut in Alenka. Hvala lepa. Hvala vam. No, zdaj imamo še nekaj časa, če si ga lahko vzamemo, če bi rad kdo kaj dodal, pripomnil, vprašal. Imamo tukaj izjemne goste tudi, ki niso vsak dan na dosegu vprašanja. Prosim. Zdaj me zanima, da se... Borut Lutar. Iz spomina, pomenski punzari. Da je knjiga sestavljena iz spominov, iz prvega dela, drugi del so pa razmišljanja, bi rekel, teze se omenil. A so te teze nastale v obdobju pred osamosvojitvijo Slovenijo, za časa Jugoslavije, ali so na to po osamosvojitvi Slovenije, že v času demokracije? Torej, to ni prav drugi del, to je dosti krajše, spomini so najdaljši, ne? Potem je, recimo, če ima knjiga 342 strani, se te teze, oziroma teža in teza spomina, se to resnice, se to začenja na strani 285, ne? Torej, zadnji košček. To je nastajalo prav on je v bistvu, če primerjamo, ker sem imel priložnost nekaj tega videti, njegovo korespondenco z doktorico Šventovo, ko je on diskutiral o tem, kaj se je zgodilo, kako se je zgodilo, kdo je kriv, kdo ni kriv in tako dalje, je iz tega potem povlekel to. In to je nastajalo nekako sočasno, kot je tvoja doktorska disertacija nastajala, torej po osamosvojitvi. Kdaj pa je pisal spomine, to je tudi lepo vprašanje, ker spomini niso dokončani, to je problem. On je zelo podrobno opisal to svoje obdobje prisilnega partizanstva. On je bil tam in to zameril, recimo, Salezijancem, da so jih poslali tja na Kočevsko delati v eno opuščeno kočevarsko vas. In ko so tam Italijani propadli, 8. septembra, 9. so že bili tam, torej, najprej so prišli partizani, ko so oni okupali ves krompir in ga že imeli v vrečah in tako dalje, pridejo partizani z vozom, rekli, fantje, hvala lepa, naložite na naš voz in so šli, ne. Ampak potem 9. septembra so jih mobilizirali in glavni mobilizator bil eden izmed fantov, ki je bil z njimi in na katerem ima pač svoje mnenje in ga opisuje večkrat in je obiskal po vojni njegovo vdovo in skušal ugotoviti, če je bil infiltriran od začetka, ali ni bil, ali ga je voz spravil v to skupino, kakorkoli, ne. In tisto zelo podrobno, potem kaj se je dogajalo v tej partizanski enoti, ki on daje eno ime, ampak če gledamo literaturo, se je to zelo spreminjalo, pregrupiralo in tako dalje, ampak to se dogaja v Stari Cerkvi, ne, pri Kočevju, med Kočevjem in Ribnico, recimo, ne, ampak potem pogajanja med Italijani, ki se umikajo, in partizani. In on prisostvuje, kako tam popivajo skupaj visoki oficiri partizanski in italijanski in nazdravljajo, kako bodo Italijani šli lepo mirno brez orožja nazaj. Reče, nekako ti so požigali naše vasi, pobivali naše ljudi, streljali talce in tukaj zdaj lovijo in oni grejo lepo domov, nas pa lovijo, ne. Potem
kako je prevajal recimo tem Italijano, potem kako je občutil, da so ga obsodili na smrt in ubeži in se skriva, potem spet mobiliziran, potem kako hodi po teh vaseh, Žvirče, Hinje, Ambrus, Polon, Zdenska vas pri Vizmu, Dobre polje in tako dalje. Opisuje s partizanske noto, kako je hodil, pa tu pa tam srečal svoje bivše sošolce, sogojence in so si izmenjavali informacije, ga vabi, naj se skrije, on si ni upal, pa tukaj je en padel, tam je bil drugi ustreljen in tako dalje. Ne? Potem vidi kolono turjaških ujetnikov, zvezanih, pretepenih in tako dalje in grejo mimo in reče, ma to ni človeško in komandant mu reče, ti mulc, ti bom zbil se zobe in tako dalje. Ne? Torej tam spet vidi, pri čem smo, ne? Rakitna, stična, potem prisega partizanska, potem ga predstavijo k topničarjem in potem zbeži. In tukaj se ustavi. Ne pove, vsaj ne poznamo njegovega rokopisa ali tipkopisa, kaj se je dogajalo potem od decembra 1944 do konca aprila 1945. Ne? Vemo pa od gospoda Trefalta, da sta bila skupaj na tečaju za propagando, celo v tistem slavnem izletu v Berlin in drugam, ne? To bomo brali v njegovih spominih. Potem pa spet zelo podrobno opisuje, kako ga pošljajo iz Velikih Lašč na centralo v Ljubljano in naj nekaj nese in naj se potem vrne in tam v Ljubljani mu reče, tvoja enota se že umaknila, ni več poti nazaj, gremo na Koroško, potem skuša z vlakom, potem peš in ta umik čez Ljubelj in skozi tunel in tako da to je zelo podrobno opisan, zelo živo. Ne? In potem je ta del pa Vetrin, kako se najprej navduši za Ljotićevce, Tatalovića posluša in se navduši za tega generala, ki ne zaupa Angležem. Potem sreča Ljotićevega sina z enim drugim Ljotićevcem, ki je bil ranjen še, ko sta pribežali iz Hrušice čez hrib, ne, so prve tam vračali in pobivali že takoj na licu mesta. On verjame, da vračajo, pove svojemu nekdanjemu profesorju Blatniku, tam mu zapreti z zaporom ali še s hujšim, pove drugemu Salezijancu, ki je včeraj rekel, to je samo propaganda in pripomni, ampak ne eden, ne drugi ni stopil na kamion. Ne? To je zamiral, ne? Njemu so grozili, ampak je rekel, pa nista šla s fanti. Ne? In tako dalje. Tudi do Krenerja je zelo kritičen, on ima veliko občudovanje do generala Rupnika. Krenerja pa opisuje, kako na nekem balkonu tam pri Tržiču razlaga, fantje, mi gremo v ujetništvo, ampak v tem ujetništvu bomo jedli čokolado in ti fantje gledajo malo začudeno, ampak zato je tisti stavek, ki pravi, kakšno vodstvo smo imeli. On Krenerja absolutno ne upošteva kot sposobnega oficirja. Ne? In ta del je zelo dramatičen, ne? Tukaj je tudi vsi ti pač kritika do lastnih voditeljev, to je opisal zelo iskreno, zelo direktno, kot smo slišali, on je bil očitno tak, zato mu je marsikdo zamiral in v Argentini, med duhovniki tudi, ker tudi o duhovnikih je marsikje tudi namiguje, da salezijanska vzgoja v zavodih, da ni bila preveč primerna za mladega človeka, da je bila preveč restriktivna in tako dalje. Tako da, ne vem, koliko je bil v Argentini popolnoma vključen v skupnost. Živeli so tudi malo zunaj, ne, ta San Isidro, kje je? Severni del je malo daleč, ne? Vsekakor je pri kulturni akciji zelo sodeloval, zlasti ima to zaslugo, da je te mlade, ki so pa pisali že v španščini, ali že piše v španščini, da jih je prevajal. Ne? V Medobju lahko beremo in izvirnik in slovenski prevod. Svojo zbirko pa je moral izdati v samozaložbi, ne? To je tudi značilno in v eni opombi piše, da ni bila preveč, njegova poezija preveč cenjena v skupnosti nekako. Njegova poezija je bolj pesem v prozi, ne? kot prava lirika, ne? Ima dosti političnih in vojaških in takih pogledov. Se čuti ta velika prizadetost, ki ga ni zapustila do konca.
Prosim. Me zanima, se zdaj, Ivo, si že odgovoril na del vprašanja. Mislim, da je gospa omenila, kako je avtor se čutil, kako mu je bilo, kot da je kriv, da je ostal živ, slabo vest imel. To me zanima, zdaj ob tem sem se spomnil prav na generala, mislim, da je bil general Klener, no in tukaj si že odgovoril skoraj, ali se je on kdaj tudi počutil krivga, ko je preživel in živel v Argentini, ali se je kdaj opravičil s svojim rojakom in tako naprej. A to omenja tudi avtor? Ne omenja tukaj, no, ampak za Krenarja se ve, da v to slovensko skupnost v Argentini praktično ni bil vključen. On je živel izven mesta in je nekaj časa upravljal eno vratarsko službo, ker so rekli, da je bil navdušen za uniforme in če ni bilo druge možnosti, je bil potem pa vratar. In so tudi govorili, da ne bi dobival nemško pokojnino. To se je med to argentinsko skupnostjo širilo. Dejansko v takem pogovoru, tudi z Marjanom Ajlecem, sva se pogovarjala, pravi, da so te rešeni vedno imeli občutek, da je največji krivec za to tragedijo prav Krenar. Ker on tudi ni v taboriščih živel, on je z ženo živel izven taborišča v Celovcu v hotelu. In je hodil samo z avtom vsak dan v taborišče, na te vojaške vaje in tako naprej in se odpeljal. In takrat, ko so že vedeli, kaj je dr. Janeš prišel nazaj v taborišče, to je bila najbolj verodostojna priča, da jih vračajo nazaj, takrat se je samo obrnil in odšel in od takrat naprej ga niso več videli. Verjetno, da se je odpeljal v ameriško cono, ker tam so bili bolj varni in se je potem pojavil čez leta še v Argentini. Nikoli se ni pisalo o tem, kako je on prišel v Argentino. Njegova stiki z njim so opisani tam, kjer se pač opisuje to raziskavo ali polemike ali iskanje resnice, če so sporočila iz Londona ministra Kreka dosegla vojaško vodstvo ali ne, če so opozorila prišla do njih ali ne. In takrat, kot beremo v literaturi, recimo šla delegacija borcev do Krenerja in ga vprašati, če je dobil, on je rekel, da ni nikoli kaj takega videl in tako dalje. Bi dodal samo še to, glede povojnega dela v Argentini, da je bil pa zelo dejaven v slovenskem državnem gibanju in v časopisu Smer v slovensko državo in tako dalje. Tam je bil že zgodaj močan zagovornik samostojne Slovenije. Prosim, Zalka. Ja, oprostite, nisem se mislila oglasiti, ampak razmišljamo o ljudeh, ki so morali težke odločitve najbolj sprejemati, poveljniki te od slovenske vojske v tujini. Ne glede na kritičnost, ki lahko izražamo do zadržanja, do odločitev teh ljudi, dejstvo, da ne more biti glavni krilec neke tragedije tisti, ki se zmoti pri neki presoji položaja in ki zaupa, da se ne bo nič zgodilo, recimo, ampak glavni krivec je tisti, ki izvrši zločin in ki ga izvršuje še danes, če želimo. Poglejmo, kaj se dogaja v Venezueli, ko ljudje ne vejo, kaj mi naredili, medtem ko komunistični režim ubija vsak dan stotine ljudi. Tako da je zelo težko. Ne, gotovo, da glavni krivec je tisti, ki je moril in streljal, in tudi Angleži pač, do Angležev ima močen resentiment. Mogoče bi v ilustracijo tega obveščenosti povedal tole. Od približno 10. maja, ko so prišli prvi begunci v Trin, pa do 30. junija, takrat je bil zadnji transport, s katerim sem jaz prišel nazaj. Maja. Nismo imeli niti enega sestanka, nobenih informacij nismo prijemali, ničesar, bili smo kot ovce. Vojaško vodstvo se sploh ni zanimalo za nas, morali smo delati razne vaje, vojaške vaje, korakati tam,
in take stvari. Ampak da bi nam kdo povedal o situaciji, kakšna je, v čem je problem in eno in drugo, torej, pač, da bi kakšno pojasnilo dobili, nismo dobili čist nič. Prostor za razne govorice, namigovanja, provokacije je bil odprt. In zato ni nič čudnega, da če je nekdo rekel, Angleži nas vračajo v Jugoslavijo, da so tistega človeka skoraj pretepli, ker so rekli, da je partizanski agent. Bilo je popolno brezvladje in nikogar ni bilo iz vseh treh oblasti, to se pravi cerkvene, vojaške in civilne, ni bilo nobenega obveščanja intervencije. Koliko daleč so zadeve šle, da tudi v vodstvu Slovenskega narodnega odbora niso bili enotni v tem, kaj se dogaja. Tako je dr. Jože Basaj svoje dva sinova poslal nazaj, Aljošo pa drugi, ne vem, kako mu je bilo ime, in sta oba ubita. Vem to zato, ker je dr. Basaj pa moj oče sta se poznala, sta bila malo prijatelja, ki so bili v isti banki, Zadružni gospodarski banki, in dr. Basaj je hodil na Koroško in gledal v Slovenijo in obujal spomine v tej bolečini, ki je sinova skupina. A so bili filmi, ki so prišli iz nemških rok, neposnetih? Kako nisem... Prazni? Prazni, novi filmi so bili to. A ja, to od Kocmurja. Ja. Se to je razstava. Če niso tudi te slike. To so tudi slike s tistimi filmi. Ja, iz tiste zadnje noči pred umikom v Ljubljani na Koroško, ko opisuje tega, je bil en esesovski oficir, ki je bil obupan, je mislil na svojo družino, je rekel, vzemite filme, ti bodo gotovo prišli prav, ne? Ampak se spominja tudi tistega znanega risarja slovenskega, ki je narisal tiste plakate in tako dalje, Beranek, o katerem, ne vem, če je dokazano ali ne, ampak on se ni umaknil, in so mu najprej odrezali roke, ki so risale proti partizanom, in potem ga šele ubile. In takih zgodb je še precej v knjigi. Jaz sem bil eno leto tam okrog leta, kaj jaz vem, 80-90, na enem izletu, in ki smo bili tudi v Slovenski Bistrici. In smo si ogledali grad, in v tistem gradu je bila istočasno ena razstava o pisatelja Tomažiča, mislim, da je o Pohorju, ne vem, zgodbe ali kaj iz Pohorja. No in ko tista predstavitev bila, ko so vsi odšli, sem jaz stopil v hudiču in sem ga vprašal, sem rekel, dajte mi povedati, imate kakšno informacijo več o usodi Beraneka, ker je Beranek ilustriral temu pisatelju te njegove zgodbe. Je rekel, ja, in mi je povedal, in med ostalim tudi na koncu točno to, najprej so mu odsekali v roke zapestja, potem so ga pa še usmrtili. In to sta vedela tudi Branko in Jože, tudi Jože Jankovič, ki je tudi živ ostal, ker so bile celo prijatelja, so se poznali. A bi se lahko iz Šventovo ogledati arhive, pa z Janeriševo lahko enkrat v Nonkut? Ja, kar s Heleno, če se zmenite. Pa sramno. Ja, mislim, da Helena ve vse o tem. Absolutno, ti arhivi niso več zaprti, tako da to je v bistvu del redne zbirke Muka. Ker imam pa ravno že besedo, no, pa lahko rečem, da smo ravno prejšnji teden objavili na spletu in tudi na digitalni knjižnici Slovenije eno drobno brošuro Stop cenzura, ki pa prikazuje v bistvu zgodbo tega D-fonda v Nuku, pa nasploh cenzure za Slovenijo oziroma Jugoslavijo. Tako da se lahko tam nekaj prebere, če pa želite videti ta D-fond, pa seveda dobrodošli v Nuku vsak dan med 9 pa 14 uro, ob sredah pa celo do 6. Ja.
z gospodom Trefaltom bomo imeli tudi, jaz imam vprašanje še pa še. Ja. Se vam en teden pogovarjali. Se boste dobila separatno. Zgodovino je treba tudi nazaj gledati, ne samo naprej. Je še kdo? Zalka je nekaj namigoval? Jaz čistega čustvenega vzgiba, jaz kot generacija, ki je tam rojena, ne v tujini, od enega političnega emigranta in mame, ki je prav tako bežala, razmišljam o tem, kakšen razpon je med tem, recimo, če pogledaš zgodovino leta med 80 in 90, tisto desetletje pred slovensko osamosvojitvijo, in ko je ta fond še orek pod ključem, smo mi tam v izseljenstvu že doživljali take debate o slovenski eventualni osamosvojitvi, kjer danes ljudje sploh ne morejo verjeti, da je to res, da smo se tam skoraj pobijali z argumenti, a je to sploh mogoče, a ne. Ta razkol v slovenski kulturni akciji nekje tudi zaradi tega nastal. Eni so bili za Jugoslavijo, drugi so bili pa za samostojno Slovenijo. Hočem reči, kako so te traumatična domovina takrat pod režimom čisto drugače razmišljena takrat in bila čisto po drugi situaciji, kot mi v tem veli svobodni emigraciji. In bi želel, ne, ker marsi kateri Slovenci tega sploh ne čuti danes. Pravzaprav smo v tem, da se ne znamo niti pozicionirati, kot pride zveza borcev in udari s kakšno tako agresivno pozicijo, zdaj ti ne veš, kako bi rekel, ali so to zdaj reveži, ali so zdaj taki ljudje, ki sploh ne znajo drugače videti, ali nočijo videti. Ne? In kako zdaj, kako kot misleč človek, daš svoj intelekt na to in svoje srce za to, da bo Slovenija šla po eni drugi poti. Ko ne bomo več gledali ideološko, tako iz mitološkega vidika, ampak bomo gledali to kot ena človeška zgodba, ki se nam je zgodila. Tega si zelo želim. Marko, bo treba, da tudi tvoja generacija piše že spomine, ne čakati na 90 let. Ker to se bo zgubilo, če ne bo nekdo opisal, ne? Tega vzdušja, teh debat in tako dalje. Še eno vprašanje, ki je iz današnjega časa, off the records iz tega tedna, ali to tudi ne? Se vse snema, veste? Govorim o Bleiburgu. Zdaj je Vidni so Hrvatije pa avstrijska kofonska konferenca. No in Hrvatije pravijo, celo predsednik Sabora je rekel, da so jih tam pobijali, so jih res pobijali tam. Ja, na Libuškem polju so začeli, takoj. Tam so podpisali na enem gradu en sporazum, Angleži in tako dalje. In čim je bilo podpisano, so začeli streljati. Mislim, da smo zaokrožili to predstavitev. Jaz se lepo zahvaljujem obema predstaviteljema. Vsem vam, udeležencem, zlasti sorodnikom, lepo, da ste prišli z različnih koncev Slovenije, ne? In študijskemu centru, ki je sopriredil to srečanje in nas lepo tukaj sprejel. Hvala.